Pozdravljeni! V soboto 6. aprila bo v občini Ormož potekala čistilna akcija. Akcijo tudi letos koordinira oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. Podrobnosti so predstavili na tiskovni konferenci. Tudi letos bomo v naši občini izvedli spomladansko akcijo čiščenja okolja oziroma pobiranja odpadkov. V akcijo sta se vključili tudi sosednji občini, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Potekala bo namreč pod sloganom Očistimo destinacijo Jeruzalem 2019. Kot vemo, vse splošne akcije slovenske letos več ne bo, je bila lansko leto zadnjič, ampak mi smo se odločili in tako pač bomo delali na tem, da bomo naše kraje in okolico še naprej čistili skupaj z društvi in z različnimi ekipami po celotni destinaciji, ki zajema vse 3 občine, to je občino Ormož, občino Sveti Tomaž in občino Središče. Že v začetku bi rada povedala, da so ti datumi dogovorjeni za občino Središče 30.3.2019, potem občina Ormož bo organizirala skupno čistilno akcijo 6.4.2019 in občina Sveti Tomaž 13.4.2019. Vsi skupaj lepo vabljeni, da našo okolico še polepšamo in zberemo vse odpadke, ki dejansko smetijo našo okolico. Komunalno podjetje Ormož bomo zagotovili vreče, bomo potem tudi vse vrste odpadkov odpeljali. Seveda želja je, da imamo naše kraje čiste, zato je seveda tudi to lepa priložnost, da se tistih odpadkov, ko so v naravi, na neki način občani v svojih krajih rešijo. Se strani komunalnega podjetja pa kot vedno seveda bomo vse odpeljali, tudi če nekaj ne bo odpeljano na dan akcije, bomo odpeljali takrat, ko v nekem kraju odvažamo mešane komunalne odpadke, ali pa nas naprimer iz nekega kraja stranke pokličejo pa rečejo, glejte, naprimer pri obvoznici imamo 5 vreč nabranih, tam poberte, tam poberte, tam poberte. V glavnem, mi seveda želimo imeti čisto tako občino Ormož, Sveti Tomaž kot Središče ob Dravi, zato seveda pozivamo vse občane vseh 3 občin, da se pridružijo čistilni akcije in z veseljem bomo tudi svoje naloge opravili. Seveda živimo v prelepih krajih, v prelepi destinaciji Jeruzalem Slovenija in prav je tako, da temu sledimo, se pravi, da očistimo našo prelepo okolje. Jaz vedno pravim, čisto okolje je naše lice v Slovenijo in svet, tako da vsi tisti, ki tukaj živimo, vsi tisti, ki k nam pridajo, je prav, da živimo v čistem okolju. Vsi se bomo seveda k temu pridružili, tudi občinska uprava se bo vključena z županom, tako da bomo to akcijo vsekakor polno z vso vnemo nekako podpiramo, zato se že veselimo 6. aprila, ko bomo skupaj očistili našo občino Ormož. Verjamem, da tudi ostali 2 župana, tako v Središču, tako kot tudi Svetem Tomažu, boste enako dolžnost tudi napravila. Tako da očistimo skupaj, pridimo v čim večjem številu, tako da bomo ponosni ne samo ob lepotah naših krajev, ampak tudi ob tem, kako lepe, čiste in dobre negovane kraje imamo. Ja, v Središču ob Dravi smo se odločili, da bomo letos izvedli čistilno akcijo destinacije Jeruzalem. Predno bo vegetacija v bujnem razvoju. Kajti, ko trava prerase odpadke, po domače povedano, jih je težko najti oziroma težko pobrati. To pa pomeni očiščeno na pol ali pa še manj. Pa še pozneje se grdi odpadki pojavljajo, ko pokošni in stroji to raztregajo, razmečejo in je še potem s tem več dela in pa več neprijetnega odpada. Saj vemo, kaj pomeni stragana pločevina, recimo pločevinke. Akcijo bomo vzeli 30. marca, ob 8. uri bomo štartali in pa seveda ob tej priliki bi rad apeliral na vse, ki se poslužujejo odlaganja odpadka ob cestah, na javnih mestih, prostorih, da imajo zelo dobre možnosti za odlaganje takih odpadkov doma oziroma na javnih odlagališčih.
na ekoloških otokih in tako naprej. Ja, saj. Včasih bi dobro bilo, če bi vsak malo pomislil, kam vrže, ne, da pa ne bi bilo mogoče potrebno dosti tega. Saj pride nekaj že, ko se zgodi kaj, samo dosti pa vidiš, da recimo na avtobusni postaji tam pri nas sem videla, da je koš in tako je, pa so poleg bile to te cigaretne škotle pa vse namatano. To je površnost, no. Namen akcije ni samo očistiti odpadkov iz narave, temveč tudi ozaveščanje ljudi. Vsakoletna količina zbranih odpadkov, ki so zbrani v akciji, še vedno kaže na človekovo malomarnost in brezbrižnost do okolja. Lani so zbrali 5720 kg odpadkov, kar je sicer manj kot v prejšnjih letih, pa vseeno jih je še več, kot bi si želeli. Čistilna akcija v okviru letošnje, ki nosi naslov Očistimo destinacijo Jeruzalem, bo tako v središču ob Dravi potekala že to soboto, 30. marca, v Ormožu v soboto 6. ter v Svetem Tomažu v soboto 13. aprila. Lokalna akcijska skupina Upravne enote Ormož odpira novi razpis za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Več o razpisu nam je povedal Zlatko Zadrevec, direktor Javno-razvojne agencije Ormož. Razpis oziroma javni poziv bo objavljen od 29. marca do 29. maja, kar pomeni 60 dni, bodo potencialni prijavitelji imeli čas, da pripravijo svoje vloge. Imeli bomo skupaj na razpolago razpisanih 290 335 evrov za stopnjo sofinanciranja 85%. Torej pri kmetijskem skladu imamo 85%, pri regionalnem, katerega smo ravno kar zaprli, pa 80% sofinanciranja. Operacije so, torej, oziroma upravičenci iz tega razpisa so lahko tako fizične osebe, tako kmetje z dopolnilno dejavnosti, potem so lahko podjetniki, osebe javnega prava, torej zelo širok spekter je upravičencev, pa tudi kmetijski sklad pač ima to lastnost, da sofinancira operacije na celotnem območju upravne enote Ormož, regionalni pa samo v urbanih središčih. Torej je na razpolago nekoliko večji manever za potencialne prijavitelje. Zdaj bi pa mogoče malo predstavili ukrepe, kateri so zajeti v okviru tega tretjega javnega poziva. Prvo je ukrep 121 spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu. Namen tega ukrepa je spodbuditi partnerstva, ki bodo vršile izobraževanje bodisi podjetnikov, bodisi kmetov, ki bo prirejeno potrebam upravne enote Ormož. Seveda pa mora pri tem ukrepu potencialno partnerstvo upoštevati tudi vse specifičnosti ukrepa M1 iz programa razvoja podeželja, kajti to je nekako dopolnitev tega ukrepa. Torej morajo imeti ustrezni program izobraževanja, morajo imeti za izobraževanje kompetentne osebe, ki torej dokazati, da so sposobne izpeljati neki program izobraževanja, morajo na koncu tudi izpeljati neki preizkus znanja in podeliti tudi spričevala za uspešno opravljen izpit. Nažalost, na tem ukrepu ni več na razpolago dosti sredstev, samo 6770 evrov, kajti iz tega ukrepa smo že na prvem javnem pozivu imeli uspešno operacijo TIM, ki je že končana in je že tudi z naše strani bil zahtevek za povračilo stroškov podan v okviru e-kmetije. No, naslednji ukrep je pa podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane, vina ter proizvedenih pridelkov. To je ukrep, ki se tudi mora izvesti v okviru partnerstva in ena specifika ima za cilj tudi, da mora potencialno partnerstvo
ustvariti vsaj eno delovno mesto na kmetiji. Torej, to ni lahek zalogaj. Potencialno partnerstvo, torej kmetje, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti, vsaj 3 morajo biti, ker tudi v tem primeru gre za dopolnitev ukrepa 4.2 iz programa razvoja podeželja in morajo tudi poleg naših pogojev izpolnjevati tudi pogoje iz tega ukrepa 4.2, kar pomeni med drugim tudi, da morajo v primeru, če so upravičenci v vlogi podali zahtevek za več kot 15.000 evrov nepovratnih sredstev, da morajo narediti tudi poslovni načrt. Torej, to je seveda v primeru, če imajo tudi kakšne gradbene zadeve, morajo imeti tudi gradbeno soglasje in so ustrezno projektno gradbeno dokumentacijo. To je kar zahteven ukrep, moram reči, in to so tudi obsežne vloge. Smo pa že imeli v okviru prvega kmetijskega razpisa eno tako vlogo, če se spomnimo, to je bila vloga Eko meso, ki že tudi gre proti kraju, torej je bila uspešno končana, torej imamo izkušnje na tem področju in verjamemo, da bo tudi tokrat, da bodo kandidati, ki bodo izkoristili na razpolago sredstva, ki so v ta namen na voljo. Na voljo imamo še v okviru tega ukrepa 88.229 evrov, torej na razpolago je pravzaprav za 2 vlogi, kajti vsaka vloga bi morala ustvariti eno polno delovno moč na kmetiji. Seveda pozivamo, da se potencialni prijavitelji predhodno oglasijo pri nas, kajti ta ukrep je verjetno med vsemi ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja in v okviru tega razpisa tudi najzahtevnejši. No, potem imamo ukrep, ki je zelo popularen pri nas, to pa je podpora razvoju infrastrukture in programu izboljšanja kvalitete življenja. Torej, tu na ta ukrep se lahko prijavijo partnerji, ki bodo imeli projekte z področja gospodarske, socialne, kulturne, športno-rekreativne infrastrukture ali pa programov za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva, kulture in drugih aktivnosti. Tu je na razpolago še 73.874 evrov. Apeliram na vse prijavitelje, kajti pričakujemo na ta ukrep, da bo precejšen interes. V okviru prvega javnega poziva je prišlo na ta ukrep 6 vlog. Seveda, v primeru, da bo tak odziv tudi tokrat, bo nažalost potem verjetno možno potrditi samo 2 vloge oziroma samo 1 vlogo, če bi vsi kandidirali na 50.000 evrov, koliko je maksimalna stopnja sofinanciranja, potem bo nažalost podprt samo en ukrep. No, potem pa imamo še en ukrep, to je ukrep podpora razvoju infrastrukture in programu za to pa je ukrep spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja. Na tem ukrepu imamo parkirano 621.456 evrov, torej to je kar zajeten ukrep, kjer bi lahko se potencialno prijavljali tudi 3 operacije. Na prvem in drugem razpisu iz kmetijskega sklada ni prispela nobena vloga. Tokrat se nadejamo in tudi nekaj interesa je med potencialnimi prijavitelji že bilo izkazano za ta ukrep, kajti za las bi bilo precej neprijetno, da mi ne bi imeli dovolj interesa za ohranjanje narave, kajti las mora tudi izpolnjevati cilje na tem področju. Tako da tokrat upam, da bodo prispeli vsaj 2 vlogi, ki bi zadostili pogojem iz tega razpisa. Torej, partnerstva morajo biti in potencialni prijavitelji morajo pač v vlogi dokazati, da bodo prispevali k ohranitvi ali izboljšanju stanja narave. Potencialni so projekti, ki bodo
pač ciljani v smeri ponovne uporabe odpadkov, ohranjanju biotske raznolikosti, potem so to možne potem podpore manjšim rastlinskim čistilnim napravam oziroma projektom, ki bodo dokazali manjši vpliv kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda in podobni ukrepi. V vsakem primeru pa, kot sem že enkrat predejal, ne samo za dopolnilne dejavnosti bi apeliral, da res potencialni prijavitelji izkoristijo možnost, da nam dajo vloge v predogled, torej tam med 25. in 28. majem, da jih pregledamo in da potem v tej fazi odstranimo, bi rekel, nekatere napake, ki jih mogoče celo ne bi mogli kasneje. Naše delo je kontrolirano strani Agencije za kmetijske trge, tako da vsi postopki, ki se vodijo izbori na nivoju lokalne akcijske skupine, so podvrženi kontroli, tako da pač iz tega vidika pač določenih napak ali pomanjkljivosti, ki jih pač bi se izkazale kasneje, če ne bi vloge prišle predhodno v kontrolo, ne bi mogli odpraviti v fazi dopolnjevanja vlog in potem tudi ne bi mogli podeliti vseh sredstev, kar pa ni niti cilj LAS-a, niti prijaviteljev. Zlatko Zadravec bo ukrepe, katerim so namenjena sredstva iz odprtega razpisa, natančneje predstavil v oddaji Med nami povedano 8. aprila. Zagotovo pa tudi operacije, ki so bile uspešne na drugem javnem pozivu oziroma razpisu za sredstva iz regionalnega sklada. Vloge odpirajo v teh dneh. Ja, v ponedeljek 25. marca smo zaprli drugi javni poziv iz regionalnega sklada. Prispelo je 8 vlog, razpisanih smo jih imeli 6 ukrepov, tako da bo tudi ocenjevalna komisija imela kar veliko dela, pa seveda tudi mi, ki bomo vloge morali pregledati, ugotoviti, ali imajo kakšne pomanjkljivosti, predno bo komisija dokončno ocenila in podelila potem tudi točke, kajti vse vloge ne bodo mogle biti na žalost potrjene, kajti nekatere vloge pač kandidirajo, več vlog kandidira tudi na posamezne ukrepe. Lahko pa smo zadovoljni zaradi tega, ker po prvih indicih kaže, pa tudi po kontaktih, ki smo jih imeli s prijavitelji, da so prispele vloge na vse ukrepe, ki so bili razpisani, kar pomeni, da bomo tudi lahko potem razdelili praktično večino sredstev, seveda, če bodo vloge izpolnjevale vse pogoje. Zadovoljni smo tudi iz tega vidika, da je tokrat kar polovica vseh prijavljenih uspela pripraviti vlogo vsaj en dan ali dva pred oddajo in smo mi dobili malo možnosti tudi pogledati v te vloge in smo jim že v tej fazi svetovali dopolnitve. No, nekateri pa so zopet padli v časovno stisko, tako kot je to bilo pri predhodnem razpisu. Pri tistih vlogah pa seveda obstaja vedno riziko, da bodo pomanjkljivosti in se lahko zgodi tudi, da bodo nekatere vloge potem izločene že na naši ravni. V vsakem primeru gre za sredstva, ki so več kot dobrodošla, ter so že in še bodo pomagala mnogim, da lažje uresničijo svoje poslovne ideje in pripomorejo k razvoju lokalnega okolja. Vse informacije in tudi usmeritve je seveda možno dobiti na Javni razvojni agenciji v Ormožu. V prostovoljnem gasilskem društvu Ivanjkovci so minulo soboto svojemu namenu predali gasilsko vozilo GVC 16/25. Kot pravijo, gre za zgodovinski dogodek in velik korak naprej v smislu njihove tehnične opremljenosti.
In tako so ivanjkovski gasilci dočakali dan, ko tudi v garaži njihovega gasilskega doma stoji moderno gasilno vozilo s cisterno in z vgrajeno visokotlačno gasilsko črpalko GVC 16/25. Že kar nekaj let smo se odločali v to, da gremo v nabavo novega gasilskega vozila GVC 16/25, kajti dosedanje vozilo, ki ga imamo še vedno v društvu, je staro več kot 30 let, pripeljali smo ga že rabljenega v naše društvo in tako smo res se nekako odločali že dalj časa, da pripravimo oziroma nabavimo tole novo gasilsko cisterno, kajti čas gre naprej, oprema se spreminja in temu je treba slediti. Res je zelo velik finančni zalogaj, kar nekaj let smo že pobirali pri krajanih, še v tem letu bomo pristopili do njih, kajti vozilo stane 241 000 evrov in kar velik delež je prispevala tudi občina Ormož, kar 150 000 evrov, preostali delež moramo zagotoviti sami. In zato se bomo morali malce zadolžiti, ampak verjamem, da s pomočjo krajanov bomo ta dolg dokaj hitro izplačali. Kako pa bi opisali tole vozilo, kakšne so njegove zmogljivosti, kaj vse ima? Vozilo GVC 16/25 ima v sebi cisterno, ki združuje 3000 litrov vode. Seveda tudi je za prevoz moštva. Obenem bi lahko rekli, kajti v vozilu se skupno lahko pelje 8 operativcev in znotraj same cisterne je tudi vsa potrebna oprema, tako za nosilce dihalnih izoliranih aparatov in res vsa potrebna oprema, ki jo potrebujemo za reševanje ob morebitnih nesrečah, požarih, naravnih nesrečah in drugih dogodkih, za katere smo poklicani gasilci. Kakšen je še ostali vozni park? Ostali vozni park trenutno posedujemo še GVM, to je vozilo moštva, ki pa je že tudi staro preko 10 let. Seveda si tudi v bodoče prizadevamo, kajti imamo zelo veliko mladine, s katero hodimo na tekmovanja in po pravilih je vozilo takšno, naj ne bi presegalo 14 let starosti oziroma 10 let starosti, tako da bomo morali tudi v prihodnje, imamo že v planu, da bomo nabavili tudi novo moštveno vozilo. Seveda pa imamo še sedaj vedno v lasti to staro našo gasilsko cisterno, ki pa bomo jo v nadaljevanju leta seveda tudi prodali. Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci je eno izmed 15, ki so združena v Gasilsko zvezo Ormož. V Gasilski zvezi Ormož skrbno pazijo, da so društva enakomerno dobro opremljena. Trenutno imamo, z današnjim dnem smo končali en 5-letni plan. To vozilo je bilo zadnje v zadnjem planu. Šli smo v pripravo novega plana, kjer nas še čaka eno takšno vozilo, večji zalogaj, se pravi enaka vrsta, enaki tip vozila in sicer v prostovoljno gasilsko društvo Vitan Kok. Takrat pa lahko rečemo, da smo z velikimi vozili končali z nabavo za naslednjih 15 let. Takrat nam tudi pridejo tista vozila, ki so starejša v zvezi že do 25 let in takrat bo potrebno zamenjava teh vozil. Kaj še vsebuje vaš 5-letni načrt? Zraven tega vozila v prihodnosti še bomo nabavljali manjša gasilska vozila, da bomo društva, katera imajo slabša ali starejša vozila, manjša, se pravi GVV1, GVV2, GVM, posodobili, dobavili novo, potem pa neke specialne opreme, dražje, motorne brizgalne in pa mogoče kakšne specialne zadeve za nevarne snovi in tudi nekaj za poplavne zadeve, predvsem potopne črpalke. Občina Ormož leto za delovanje gasilcev namenja 331 678 evrov. Od tega za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme 120 000 evrov. Ja, točno tako. Tako sem že povedal, mislim, da je najpomembnejša varnost ljudi, varovanje premoženja, nepremičnin, premičnin in to nekako so zdaj v Ivanjkovci dobili. GVC vozilo 16/25, vemo, kaj to pri gasilcih pomeni, se pravi, da z določeno vodo briješ na požar, da tudi oprema, ki jo to vozilo nude, je sigurno ena dodana vrednost, ki jo sedaj gasilci imajo. Sicer jaz upam, da bo intervencij čim manj, da bo za intervencije čim manj porabljeno, ampak ko bo intervencija, pa bo lahko kvalitetno izvedeno delo.
Tudi za občino so seveda takšna vozila velik finančni zalogaj, saj si jih društva sama enostavno ne bi mogla privoščiti. Ja, tako je. Ne. Mi, se pravi, občina Ormož vsako leto prispeva 120 000 evrov za pokrivanje vseh teh zadev. Se pravi, tako kot je bilo povedano, napravili so si gasilci prek Gasilske zveze 5-letni plan, katerega sledimo in nekako nabavljamo opremo, vozila, se pravi od GVC-ov, vozil za moštva, manjših gasilskih vozil 4x4, kakih drugih vozil, tako da si nekako razporedijo in pa da nekako opremljamo vozila po kategorizacijah. Sami imate verjetno za to velik posluh, ne? V končni fazi ste tudi vi gasilec. Ja, sem gasilec, ne. Gledam to mogoče z drugim spoštovanjem, vem, kaj je potrebno, vem, da ko prije do nesreče, da je, tako pravim, se potrebno lotiti maksimalno, da se zagotovi varnost ljudi in nepremičnin, tako da tudi materialno škodo zavarujemo, konec koncev življenja štejejo, nikakor ne moramo življenj kupovati, lahko pa jih na tak način rešujemo, zato je toliko večje spoštovanje z moje strani tudi v tem, da nekako temu sledimo, da se z Gasilsko zvezo dogovarjamo s posameznimi gasilskimi društvi in da jim nudimo tisto, kar rabijo. Res je, da so gasilci tisti, kjer povsod prvi priskočijo na pomoč in vedno svoje delo opravijo vestno. Kot je povedala predsednica Natalija Fajfar, vsa ta oprema je za krajane oziroma občane, da so gasilci lahko hitreje na cilju in svoje poslanstvo lahko opravijo kar se da najbolje. Minuli teden je v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ormož potekalo srečanje otroških lutkovnih skupin Ostrškov dan 2019. Nastopilo je 6 lutkovnih skupin. Nastopilo je 6 lutkovnih skupin, 2 iz osnovne šole Ormož in po 1 iz osnovnih šol Miklavž pri Ormožu, Kok, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Srečanje je spremljala nekdanja strokovna vodja Lutkovnega gledališča Maribor, dobitnica številnih mednarodnih nagrad in poznavalka, profesorica Mojca Redko, ki jo je navdušila raznolikost predstavljenih lutkovnih predstav. To, kar se mi je zdelo letos zelo zanimivo, je raznolikost izbranih lutkovnih tehnik, pa tudi izbranih estetik. Zelo inovativno to deluje, izvirno, zelo lepo je prebrati, da so pri večini izdelave opreme sodelovali tudi mladi, pa tudi zgodbe so pestre in raznolike, veliko bolj kot prejšnja leta. Je kaj drugače recimo kot na drugih takšnih srečanjih, ki jim sledite? Ja, zelo drugače je. Zelo so različne logike, no, kako ljudje vstopajo v lutkovno ustvarjanje, ponekod na nekih območjih lutke ustvarjajo samo odrasli, tudi za otroke recimo, sploh otroških skupin ni. Jaz si mislim, da sicer ustvarjajo, pa mogoče nimajo poguma ali želje, da bi se prijavljali na srečanja, kar se mi zdi škoda. Zdi se mi lepo, da lahko otroci nastopijo na pravem odru, gledališkem prostoru, pred dvorano, ki je polna občinstva in na ta način dobijo ta pravi gledališki odziv. No, glede na to, da je danes svetovni dan lutk, smo slišali tudi poročilo oziroma sporočilo za javnost ene izmed igralk, ki pravi, da lutke predvsem povezujejo z otroškimi predstavami. Je to res ali lutke lahko tudi služijo za kakšen drug namen? Zdaj odvisno, kdo povezuje, ne? Občinstvo, javnost lutko avtomatsko povezuje z otroškim obdobjem, svetom ali ne vem kaj. Zdi se mi, da je to lepo, zdi se mi, da je to najbogatejši, najbolj radoveden in najbolj svoboden svet, otroški svet, ampak lutka ni samo to, ne, po tej neki povezavi, recimo teh ljubkih podob, ki posnemajo žive ali človeške ali živalske, neposredno asocirajo na igrače in taka oblika igrače in funkcija igrače, ne, s katero se igraš, pa se pretvarja, kot da je živa in ona s teboj govori, ne, je seveda neka prispodoba otroške igre.
Bolje pač seveda vprašanje, kaj vse lutka je lahko in na kak način sporoča. In iz tega polja, ki se ustvarja, ne, na področju animacije, se pravi, mi vemo, da se ona sama ne premika, da jo nekdo premika, kakšen je njegov namen, kakšen je odnos do tega, kakšni odnosi se potem lahko vse prepletejo na odru. To pa je že drugo vprašanje in bolj kompleksno področje, ki zagotovo umešča lutkovno gledališče ob bok ostalim gledališkim žanrom in vrstam in takoj ovrže tezo, da bi lutka bila, ne vem, samo igrača ali igrači podobno bitje, ki nagovarja mlade, najmlajše. Lutka ravno s tem, ko dobiva tudi veliko bolj kompleksne razsežnosti v svoji zasnovi, se pravi, da je lahko tudi samo ali material ali nek abstrakten znak ali konec koncev tudi antropomorfna forma, nič narobe, ne. Ampak prostori, v kakršna nastopa in odnosi, ki jih vzpostavlja z nekim tem uprizoritvenim sobesedilom, pa potem plastijo sporočila in jih delajo tudi zahtevnejša. In kaj boste danes svetovali mentorjem, bi bilo treba kaj spremeniti, popraviti? Ja, zmeraj se da kaj, ne, saj vemo, vedno je kaj mogoče. Predvsem ne stopamo na ta način pogovore, da bi zdaj pamet solili, kaj naj se spremeni. Dobro je recimo, kadar nekaj let kakšno skupino spremljam, pa se potem vidi razvoj, ne, napredek od prejšnjega leta ali pa recimo neke razlike in bolj je to v obliki nekega takega malo izobraževalnega pogovora kot, ne vem. No, lanskoletne ocene oziroma vaše nasveti vaši so pomagali, kaj ste opazili? Ja, veliko je bilo sprememb, 3 stvari vsaj, ja. Ja, to me kar razveseli. Fino, veliko uspeha vam želimo. Hvala lepa, predvsem pa iskrene čestitke vsem mentoricam, da si vzamejo toliko časa in da tako zagnano stopijo v delo, ustvarjalno delo z mladimi, pa seveda ni nepomembno, da imajo podporo v neposrednem prostoru, se pravi, da so vodstva šol, vrtcev naklonjena temu in jaz upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. In se najbrž bo. Predvsem mentorice in mentorji vztrajajo, ter v tej smeri vzgajajo mladi rod. Med obiskovalci v dvorani je bila tudi znana ormoška lutkarica Ljuba Fišer in tudi avtorica številnih lutkovnih predstav, doktorica Marija Švajncer. Z njenim delom Kdo je ukradel pametne telefone se je predstavila lutkovna skupina osnovne šole Ormož, ki deluje pod vodstvom Maje Korban Črnjavič in Urške Stanko. V nadaljevanju pa med športnike, natančneje med športnice. V reprezentanci, ki je letos zastopala Slovenijo na poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dhabiju, je bila tudi atletinja Tamara Korotaj iz osnovne šole Stanka Vraza. Tamara je domov prinesla srebrno in bronasto medaljo. Olimpiki Tamari Korotaj in njeni mentorici Andreji Resman so v domači Dobravi ob vrnitvi pripravili velik sprejem. Dočakala jo je ormoška godba, a tudi množica navdušencev. Razen sorodnikov, prijateljev so jo v vaškem domu dočakali tudi sošolci ter učitelji oziroma mentorji, a tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak ter mnogi drugi, ki so svojo prisotnostjo želeli počastiti Tamarin uspeh, saj si je v Abu Dhabiju pritekla kar 2 medalji. Za ta dosežek je Tamara veliko trenirala, se naučila tekmovalnosti, predvsem pa vztrajnosti. Vse to skupaj je Tamari pripomoglo, da na svetovnih igrah v Abu Dhabiju v mešani štafeti 4x100 metrov zasedla 4. mesto. V teku na 200 metrov je s časom 45 sekund in 18 stotink osvojila srebrno kolajno in v teku na 100 metrov s časom 20:14 bronasto kolajno. Pravi, da so težke. Poletne svetovne igre specialne olimpijade so v Abu Dhabiju in Dubaju potekale od 14. do 21. marca. V Združenih arabskih emiratih je Slovenijo zastopalo 27 tekmovalcev. 6 v atletiki, 4 v plavanju, 3 v namiznem tenisu, po 2 v kolesarstvu, judu in balinanju ter košarkaška ekipa.
ter 11 spremljevalcev. Gre za največje športno tekmovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju na svetu. Letos je bilo na svetovnih igrah v Abu Dhabiju 200 držav, kar je 30 več kot je na prejšnjih svetovnih igrah, ki so bile v Los Angelesu, tako da je to rekord. Prvič so bile te igre organizirane na arabskem, na svetu, v Arabiji. In te igre je spremljalo poleg 7000 športnikov, ki so tekmovali in sodelovali, jih je spremljalo 20 000 prostovoljcev in bilo nas je res zelo, zelo veliko. Kakšno je, Andreja, vzdušje to tam? No, malo nam opišite, letos ste torej imeli možnost biti zraven. Kakšno vzdušje tam vlada, recimo? Midve s Tamaro smo imeli malo smole, ker so bili atleti in plavalci razporejeni v Dubaji. In nekako so se odločili, da v Dubaju ne bo vseh spremljevalnih aktivnosti, ki sodijo na svetovne in tudi svetovne igre in evropske igre. Zato mogoče nisva doživeli tega vzdušja v celoti. Sva se pa potrudili, da sta vsaj dvakrat bile v tistem prireditvenem šotoru in tam je vsega. Tam vidiš vse mogoče ljudi, vseh mogočih ras, vsi so si med seboj dobri, vsi med seboj sodelujejo, seveda tudi tekmujejo, vendar nobeden nikomur nič ne zameri, če je slučajno rezultat drugačen, kot so si ga želeli. V glavnem, to je eno doživetje, ki se ga ne da opisati z besedami, to moraš doživeti, tam biti, to opazovati. Jaz sem se včasih znala postaviti, pa sem samo gledala, kako ti mladi ljudje, veseli ljudje okrog mene hodijo, kako so vsi polni navdušenja in kako si vsi želijo, kako so vsi veseli, da so tam in si želijo končno tudi športnega dosežka in uspeha. Kako pa se je reprezentanca slovenska držala skupaj? Ste bili skupaj ali kako je to? Nažalost smo bili tudi ločeni, zato ker nekako so se organizatorji odločili in meni je žal, da je tako bilo. Mi smo ostali potem v Dubaju, ostali del ekipe je šel v Abu Dhabi in v Abu Dhabiju je bilo potem tudi vso spremljevalno dogajanje. Smo se srečevali potem, ko je bila otvoritvena slovesnost, ko smo bili na zdravstvenem programu v Abu Dhabiju in potem na zaključni slovesnosti in danes seveda oziroma včeraj zvečer, ko smo šli na avion. Smo pa bili ves čas jasno v stiku preko raznih teh novodobnih orodij, ki so, tako da smo vsi vedno vedeli, kaj se dogaja v Dubaju in kaj se dogaja v Abu Dhabiju. Gospod Štefan, ste ponosni na Tamaro? Neverjetno, zakaj ne bi bil? Malo me je bilo strah od početka, zdaj pa zelo ponosen. Ste navijali ves ta čas, ko Tamare ni bilo doma? A seveda, skozi. Vam je uspelo slediti? Mogli smo, to nas je veselilo in smo tudi zašli na to, kar smo jo. No in na kakšen način spodbujate Tamaro? Ja, zdaj duže bolje, lahko spodbujamo, da vidimo, kaj je dosegla, drugače pa smo že doma, skozi, tam se giblje. Torej, nikoli niste imeli kakšnih pomislekov, ko je odhajala na treninge? To nekaj bi bili proti, nekdaj smo bili veseli, zdaj pa smo imeli, da se tako daleč odhajala, na Angliji ne bilo vseeno, da vemo vsi, kak je Tamara, ne? Mama, kako pa ste vi preživljali ta čas, ko Tamare ni bilo doma? Ja, preživljali smo ga delovno, da smo se zamotili, da nismo toliko mislili na Tamaro, ker smo res fejst pogrešali. No, verjamem, da ste fejst ponosni, ne? Smo, to pa smo zelo ponosni. To si nismo mislili, da je. No in kako ste jo vi kot mama vzpodbujali? Kako sem jo spodbujala? Jaz sem jo kar spodbujala fejst, čeprav so me drugi, zakaj sem jo prijavila, da je to vseeno daleč, da so se vsi bali, sicer jaz tudi, ne? Ampak smo pa vzdržali. Ste kdaj odšli z njo na trening tudi? Ne, nažalost ne, ker so imeli to v okviru šole, učitelji Andreja in Aleš, to so hodili na fitness, v šoli so trenirali tako, da izven pa ne, da nikoli nismo bili, mislim, da bi lahko bili zraven. Tamara, zmagovalka naša, kako se počutiš? Dobro. No, 2 medalji imaš okrog vratu, ne? Ja. Je bilo potrebno veliko truda? Ja, veliko je bilo potrebno truda, pa veliko tudi treniranja tudi.
No, 2 medalji imaš, zakaj si dobila medalji? Za 200 medalj sem dobila, ker sem bežala na 200 metrov, pa sem druga bila, na 100 pa sem bežala 20 minut, pa sem bila tretja. Čestitke, Tamara, super. Boš nadaljevala šport? Ja, nadaljevala bom. Boš trenirala vseeno, kljub temu, da se ti letos šolanje zaključuje? Ja, vseeno bom trenirala, da bom, ja, vseeno. Si mislila tako sama pri sebi, da bo kakšna medalja? Ja, večkrat sem si mislila, da bo medalja. Tako človek mora verjeti vase, ne? Ja, točno tako, ja. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč tam v Abu Dhabiju? Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli kam malo z vlakom, pa kam malo koleg, pa če smo šli kam na Lušno, pa tako. Veliko si videla, ne? Veliko. Si spoznala kakšne nove prijatelje? Ja, tudi imam nove prijatelje. Odkot pa oni prihajajo? Oni pa so bili iz Maribora. No, fino, tako da boste najbrž ostali v kontaktu, ne? Ja, bomo ostali prijatelji. Kaj pa praviš na današnji sprejem? Tukaj toliko ljudi se je zbralo. Ja, prav vesela sem, da so se tako potrudili, da so prišli na moj sprejem in da so me presenetili, res hvala. Je pritekla kakšna solzica? Ne, meni ni. Dobro, fino, čestitke, čestitke. Ja, hvala. Sprejem je tako bil prijeten dogodek, ki se ga bo Tamara gotovo še dolgo spominjala. Čestitke je bilo z vseh strani, a tudi uradnih nagovorov oziroma pozdravov. Dosežki naših domačinov seveda vedno navdušijo. Gotovo pa so na Tamaro zelo ponosni na njeni šoli. Ni besed, s katerimi bi lahko opisali naš ponos, veselje, že da je sploh šla, kaj šele, kaj je zdaj dosegla. Zelo smo jih spremljali vseh teh 14 dni, vse rezultate smo spremljali, se veselili doma. Danes je pa res poseben dan. Veseli smo, da ste se imeli lepo, da ste videli veliko sveta. Tamara je zelo zadovoljna, mi pa smo jo tudi že zelo pogrešali, tako učitelji kot učenci. No, tudi vi ste jih šli obiskat, kar je seveda zelo lepa gesta. Kako pa vam je tako tam vse skupaj delovalo na prvi pogled? Kako ste ocenili vzdušje tam? Ja, jaz sem se lani takoj, ko sta prišli mi povedati, da odhajata v Abu Dhabi, sem isti dan rekla, da jih pridem obiskat in res organizacija zelo dobra, poskrbljeno je bilo zelo dobro za družino, za vse, ki so prišli obiskat, torej tekmovalce. Centri so bili v Dubaju, v Abu Dhabiju, kjer so imeli starši vse informacije, pogostitev, vse prevoze do vseh stadionov, do otvoritve, do zaključne dejavnosti. Res zelo, zelo dobro poskrbljeno. In prevozi na cestah, ko je gneča nastala ob otvoritvi, res tudi policija zelo dobro organizirana. Krasno. Abu Dhabi je bil ves v plakatih, posod so bile samo igre, svetovne igre, posod tudi na letalih, ko se peljaš, posod so bile reklame za svetovne igre. Ja. No, gotovo je udeležba na takšnih igrah za vašo šolo velika motivacija, ne, za športno udejstvovanje naprej. Ja, seveda, ker vi veste, kakšna mala šola smo mi in iz takšne male šole, da prihajajo takšni rezultati, to je res, mislim, da smo edini v Sloveniji, ne, glede na majhnost, pa na število medalj, ki smo jih do zdaj že dosegli. Tudi pred leti smo že imeli, ne, učenko, ki je šla v Los Angeles. Tako da ja, res trudimo se zelo za našo šolo, bo to velika zgodba, ki smo zdaj izpisali s Tamaro na čelo. Ostala nam bo zavedno, mislim, da je to tudi promocija za sam kraj, niti Ptuj, niti proti Prekmurju se nihče ni udeležil, kaj šele, da bi osvojil kakšno medaljo, tako da mi smo zelo ponosni. Bomo delali še naprej, zdaj Tamara letos odhaja, bomo našli novega tekmovalca. Tako. Na predzadnjih igrah leta 2015 v Los Angelesu je slovenska ekipa osvojila kar 26 medalj. Med temi dobitniki medalj pa je bila tudi naša domačinka, atletinja Vanja Zelenik z Heindla, ki se je domov vrnila z zlato in 2 bronastima medaljama.
In takšni uspehi so samo dokaz, da na osnovni šoli Stanka Vraza vedo prepoznati športne potencijale svojih šolarjev ter jih naučiti vztrajnosti, marljivosti, a tudi športne tekmovalnosti. Sledi še nekaj ostalih zanimivosti iz sveta športa. Ormoški nogometaši se veselijo odprtja novih tribun. Obiskali smo pomembno tekmo domačih rokometašev proti Svišu. Povabili pa vas bomo še na 18. ormoški polmaraton, ki bo potekal v nedeljo 31. marca s pričetkom ob 10. uri v Mestni grabi. Ormoški nogometni navdušenci se v tem času pripravljajo na otvoritev novih tribun, ki bo 13. aprila. Uradna otvoritev bo ob 15. uri, čeprav se bodo dogajanja začela že ob 11. Med drugim bo gotovo zanimiva tudi tekma med župani in veterani nogometnega kluba Ormož, ki se bo pričela ob 13. uri in 30 minut. Gre za veliki dogodek, primeren pomenu velike pridobitve, za katero so si prizadevali vrsto let. Nogomet ima v Ormožu zelo dolgo tradicijo. Skozi desetletja je ormoškim športnikom predstavljal in še predstavlja odlično izhodišče tako za rekreacijo kot spodbudo razvoju športnega življenja v domačem kraju. Vsake pridobitve pa se tako kot vsi športniki, tudi ormoški nogometaši, zelo veselijo. Ja, res je. Ta objekt smo ga čakali, moram reči, kar desetletja skoro. Je pred tem, da je še svečana otvoritev, katera bo v soboto 13. aprila in upamo, da bodo objekti, ki smo dobili, res pripomogli k temu, da se nekako raven nogometa dvigne na višji nivo, da pritegnemo čim več navijačev, pa tudi, da nekako tudi ti mlajši rodovi še bolj vzljubijo nogomet. In kaj ste vse pridobili z novo tribuno torej, in z vsemi temi prostori? Ja, predvsem smo pridobili recimo ta prehod iz prejšnje stare lokacije, ne rabijo več ti mlajši nogometaši oditi prek ceste, kjer vedno preži neka nevarnost na njih, oziroma tu smo nekako je bilo vedno to oddaljeno in je to tudi vplivalo na vse skupaj. Na vzdušje po tekmi, ker igralci so šli v stare prostore, odnosno v slačilnice, gledalci so ostali na igrišču in to nekako ni vzpostavljalo neke vezi s to pridobitvijo. Vsekako računamo, da bomo spostavili spet nek vez med igralci in navijači, kar je konec koncev tudi normalno cilj. Predvsem pa smo pridobili dodatne slačilnice, se pravi, imamo 4 slačilnice, prostore za sodnike, delegata, klubsko sobo, WC-je za gledalce, za invalide in konec koncev tribune, kjer se bodo gledalci lahko miro sedli in spremljali tekmo. Koliko mest je na tribuni? Ja, na tribuni je 324 sedežev. In koliko je površina skupna, uporabna, torej, ki jo boste pridobili? Se pravi, uporabna površina je okrog 350 kvadratnih metrov, seveda plus tribune, tako da jaz mislim, da je dela kar dovolj za glede na število, ki nas je v klubu, in bomo morali kar precej zavihati rokave, da bomo vso delo opravili oziroma nekako se potruditi, da še poiščemo dodatno pomoč. Torej, glavno igrišče, pomožno igrišče, vse je pripravljeno, vse je lepo urejeno. Ste torej končno zdaj zadovoljni, nogometaši ormoški? Ja, vsekakor smo zadovoljni. Sej nismo nikdar ne bili nezadovoljni, ampak vedno je nekako, glede na to, da je vse skupaj trajalo precej dolgo, že od leta 2006 se je vse skupaj vleklo, moram reči, priznati iskreno, da smo zadovoljni, in neizmerno veselje pa čast mi je, zadovoljstvo, da smo končno dočakali te prostore, oziroma da bomo nekako tem mlajšim rodovom nogometašom nudili moram reči, da imamo kar dobre ali pa zelo vrhunske pogoje za trening, ker takšni 2 igrišča, vse posebno kar se tiče pomožne igrišča, trenutno ni, kar tako znati, je pa tudi glavno igrišče eno boljše v tej ptujski regiji in vsekakor upam, da bo to zadosti veliki
spodbuda za te mlajše rodove nogometaše, da še bolj zavzeto trenirajo. In kako vam sicer gre v tekoči sezoni nogometašem, članski ekipi in seveda tudi mlajšim? Ja, glede na to, da smo v soboto štartali v prvim spomladanskim kolom, je kar malo grenki priokus. Če smo gostovali, bil že prvi lokalni derbi, gostovali smo v Središču. Sicer smo jo odigrali neodločeno, ampak z malo grenkim priokusom, vse smo do 86. minute vodili 2-0, pa smo malo v končnici popustili in nekako iztržili točko, čeprav moram reči, da po prikazanju smo si zaslužili 3, ampak dobrobit sosedov smo rekli 1-1, ali neodločeno pa vsakemu po pika. Naslednja tekma? Ja, naslednja tekma je spet derbi in sicer prihaja vodilni Zavrč, tekma bo v nedeljo ob 15:30, tako da že zdaj vabim vse gledalce, da se pravi da pridejo na tekmo, spodbujati ormoške nogometaše. To je konec koncev tudi prva uradna tekma, katero bodo lahko spremljali z novih tribun. Da se vrnemo še malo k uradni otvoritvi, torej 13. aprila. Kaj se bo vse dogajalo? Uradni del bi torej ne bil že ob 11. Tako je, ob 11. bi začeli z sprejemom gostov, vse računamo kar na nekaj gostov iz Nogometne zveze Slovenije, pol nekako župane sosednjih občin, tudi župane od blizu in daleč. Potem je odhod, se pravi neka manjša pogostitev, potem je odhod z vlakecom do vinske kleti Verus, kjer bo neka degustacija vin in malo in krajši pogovor z temi vinarji. Potem se vračamo nazaj, kjer nekje ob 13:30 načrtujemo nogometno tekmo med župani, se pravi župansko ekipo in veterani oziroma bivšimi igralci nogometnega kluba Ormož. To bo nekako trajalo do pol treh, nekje do pol treh, se pravi ob 3 bo svečana otvoritev, ki bo trajala nekje 25 do 30 minut. Ob pol 4 je potem pogostitev v šotoru, ob 4 pa je že prvenstvena tekma med nogometnim klubom Ormož in nogometnim klubom Grajena. Po tej prvenstveni tekmi pa je prosta zabava v šotoru. No, kaj bo prinesla ta večerna zabava? Ja, upamo, da bomo nekako privabili meščane oziroma občane občine Ormož, da nam nekako tudi pomagajo s tem, ko se udeležili te večerne zabave. Smo poskušali pripraviti kar pester program in verjamem, da smo navodili, verjamem pa, da vsem pa glih ne, ampak upam, da bo to, kar smo pripravili, tudi dovolj. Se pravi veselica, ki bo najbrž trajala v noč. Gradnja težko pričakovanih tribun se je začela v novembru leta 2017. Končno pa torej lahko sprejme gledalce. Nogometašem pa ponuja odlične klubske prostore za različne namene. Gradnja z opremo vred je stala blizu 800 000 evrov. Financirala jo je občina Ormož. Tekmovanje v Ligi NLB je prešlo v zaključni del sezone 2018-2019. 6 ekip iz zgornjega dela lestvice bo zadnjih 10 tekem igralo v Ligi za prvaka. Preostalih 6 pa se bo borilo za obstanek v elitni druščini. Med temi so tudi naši fantje iz rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, ki so nazadnje v Ligi za prvaka nastopili v sezoni 2009-2010. Prvi nasprotniki Jeruzalema v Ligi za obstanek so bili rokometaši Sviša, ki so na koncu po hudi borbi še tretjič v tej sezoni morali priznati premoč vinarjem. Pot Ormožanov do 3. letošnje zmage na 8. tekmi na domačih tleh pri Veliki nedelji je bila vse prej kot lahka. Zaradi poškodbe tokrat ekipi ni mogel pomagati Tilen Kosi. Že odprej sta zaradi okrevanja po poškodbi manjkala Dominik Ozmec in Luka Volč. Do 11. minute in rezultata 6:6 sta se ekipi izmenjevali v vodstvu. Nobena ekipa pa ni povedla več kot za zadetek. Šele v drugi polovici prvega polčasa so si gostitelji prvič priigrali občutnejšo prednost 15:11 in razliko 4 zadetkov obdržali do odmora 18:14. Razpoloženi Gregor Ocvirk je v nadaljevanju takoj zadev za +5 19:14 in pričakovati je bilo, da je odpor Sviša zlomljen.
S tem se niso strinjali Dolenjci, ki v zadnjem mesecu igrajo v odlični formi in v 42. minuti je Nejc Krabonja izid celo izenačil na 22. Velike zasluge za vrnitev Sviša v igro je imel tudi vratar Domen Škorc. Slednji pa ni imel rešitev za Ocvirka, ki je gostom povzročal največ težav. Povratnik v slovensko ligo je v drugem polčasu dosegel 7, skupaj pa kar 11 zadetkov. Trener Jeruzalema Saša Prapotnik je v drugem polčasu zadel tudi zmenjavo vratarjev. Po Tomislavu Balentu in Žanu Firštu Šerugi je v igro stopil komaj 16-letni Aleš Zemljič in zbral 6 obramb ter zaustavil Sviškote na poti k presenečenju. Aljaž Kutnar je v 57. minuti goste približal le na gol zaostanka 30-29 in znova smo bili priča zanimivi končnici, kjer je Jeruzalem po golih Anžeta Šoštariča in Ocvirka ušel na varno prednost 3 zadetkov 32-29 in tekmo pripeljal k srečnemu koncu. Po koncu tekme so pred našo kamero in mikrofon stopili Gregor Ocvirk, Jure Kocbek iz domačega tabora in trener gostov Aleksander Polak. Po pričakovanjih težka tekma proti Svišu. Ja, seveda vedeli smo, da bo težka tekma, ampak ne glede na to, kakšen nasprotnik nas je danes čakal, mi smo šli 100% v tekmo in probati zmagati. Cel čas smo imeli praktično nadzor na tekmo, ampak vedno nam ni uspelo, da uidemo na tistih varnih 5, 6, 7 razlike. Ja, res je, mislim, da smo zopet naredili kar nekaj tehničnih napak. Imeli smo celo napad za 6 gol, ampak potem ne vem, kaj se nam dogaja. No, zdaj so to 2 pomembne točki, ampak enostavno se tu ne smemo staviti. To ni dovolj še za obstanek v ligi. Seveda, da ne, mi gremo vsako tekmo na zmago in tako mislim, da imamo naslednjo tekmo dol. Lahko gremo malo bolj sproščeni, ampak seveda ne gremo s črno zastavo. Kot novinec, povratnik v ekipi Jeruzalema, kako se počutiš v tej ekipi z starimi izkušenimi mački, kot so Čudi, Džoran? Pa jaz moram reči, da se tu v Ormožu počutim res kot doma. No. Fantje so fenomenalni, tudi s trenerjem Praprotnikom se dobro razumemo in res sem vesel, da sem tukaj. Težka tekma, točno takšno, kot smo pričakovali. Ja, seveda, pričakovali smo zelo težko tekmo. Na koncu smo bili boljši za 2-3 gole in zasluženo zmagali. Kje je bila tista tehnica, kjer smo spravili stvar na našo stran, da smo zmagali? Enostavno smo celo tekmo vodili, ampak Sviš se ni predal nikakor. Ja, na koncu smo mi bili malce bolj zbrane, kakšna obramba vratarja in rezultat je tu. Pričakovanja v nadaljevanju še vedno to ni dovolj za obstanek v ligi. Ja, seveda, mi zdaj gremo vsako tekmo posebej, vsako tekmo na zmago. Ekipa Sviša je tudi v Ormožu oziroma pri Veliki nedelji potrdila dobro formo v zadnjem mesecu, ampak na koncu se je tehnica prevagnila na stran Jeruzalema. Ja, zaslužena zmaga Ormoža, čestitke. Mi smo danes dobili preveliko število zadetkov, s 33 zadetki prijetimi tekme ne moramo zmagati. Mislim, da smo v napadu odigrali zelo korektno tekmo, v obrambi pa so se pojavljale napake, individualne napake. In čim en igralec ne igra, ne naredi svojega dela, potem pade celo obramba in danes je bilo tega občutno preveč. Tako da, kaj ne rečem, tako kot sem rekel, zaslužena zmaga Ormoža. Zagotovo je vaše strani boleč poraz, ampak verjetno niste vrgli še puške v koruzo. Ja, ne, ja, boleč poraz, tako kot pravite, mi smo v težki situaciji, nismo se predali daleč od tega. Je pa dejstvo, da je pred nami zelo težka naloga. V boju za obstanek mi dejansko si lahko do konca sezone privoščimo mogoče še en poraz. Dokler bo ta računica šla čez, bomo mi verjeli, da lahko obstanemo. Se pa zavedamo, kakšna je situacija. To je situacija, ki smo si jo naredili čez celo sezono. Mogoče, da bi, če bi igrali pred tem v formi, kot smo zdaj, nekako smo se sestavili, verjamem, da je bilo to drugačno, ampak tako je, gremo naprej, mi bomo trenirali, dali vse od sebe. Konec koncev imamo pred nami še zaključni turnir v pokalu, kar je za en klub, kot je Sviš, vrhunski dosežek. Tako da ni se podaril svet, gremo naprej.
No, prav to je zanimivo, ne? Praktično zadnji mesec igrate vrhunski rokomet oziroma zelo dober rokomet, danes ste to dokazali tukaj. Sploh ne bi verjeli, da ste na 12. mestu oziroma zadnjem mestu lige NLB. Ja, tako kot pravite, v bistvu nekako smo se že po tem zimskem premoru smo se vrnili, postavili neke stvari in v obrambi in napadu na drugačen način, malo pospešili samo našo igro, ki je bila v prvem delu občutno prepočasna. In na ta način lahko mi igramo iz vsake ekipe v prvi ligi. Je pa tako, mi imamo zelo mlado ekipo in te prvoligaške minute so za nas, vsaka tekma je za nas neka nova šola. Tako kot pravim, tudi če Sviš da si spade, se v Ivanični Gorici rokomet ne bo nehal igrati. Mi moramo delati za naprej, kakorkoli, delamo za naslednjo sezono. Tako kot sem rekel, nismo pa obupali še na to sezono, tako da ko bo konec sezone, bomo rekli, ali smo v prvi ligi ali smo v drugi ligi. Pri Jeruzalemu 6 obramb kadetskega reprezentanta Slovenije Zemljiča. Balent je zbral 3 obrambe. Pri gostih je Škort zbral 8, Nejc Vencelj pa 1 obrambo. Ocvirk je za Vinarje dosegel 11, David Bogadi 6, Danijel Mesarič 4, po 3-krat sta bila natančna Bojan Čudič in Tinček Hebar. Pri poražencih je Žan Grozdek dosegel 8, Timotej Knez je bil natančen 4-krat. Jeruzalem Ormož Sviš Ivanična Gorica 33-30, polčas 18-14. Vinarje že v sredo 27. marca čaka pomembno gostovanje pri Dol Hrastniku, kjer bi si zmago že praktično preigrali obstanek v ligi. Za zaključek športnega dela v Trip Ormoža pa vas naj spomnimo, da bo v nedeljo 31. marca pod organizacijo Atletskega kluba Ormož v športnem parku Mestna Graba potekal ormoški polmaraton. Gre za polmaraton z bogato tradicijo, saj bo to že 18. prireditev po vrsti. Pričetek prireditve je ob 10. uri, ko se bodo pričeli otroški teki na 150, 300, 600, 900 in 1200 metrov. Za mlade iz osnovnih šol upravne enote Ormož so organizatorji pripravili štafetni tek, ki je zelo zanimiv in eden atraktivnejših tekov na polmaratonu. Pri dekletih bodo zmago branile osnovnošolke iz Miklavža pri Ormožu, pri fantih pa osnovnošolci iz Ormoža. Ob 11. uri bo pričetek teka na 21, 10 in 5 km, kateri privabijo progo tudi lepo število gledalcev in organizatorji upajo, da bo tudi letos tako. Lani sta se zmage na 21 km veselila Helena Javornik in Matej Šturm. Na 10 km sta najhitrejša bila Marjeta Gumilšak in Vito Kunstek. 5-kilometrsko razdaljo pa sta najhitreje pretekla Tina Lešnik in Tomaž Rep. Organizatorje je poleg lepega števila prijavljenih razveselil tudi podatek glede nedeljskega vremena, ki bo tekmovalkam in tekmovalcem pisan na kožo. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila.
tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Prisrčno vabljeni ljubitelji nogometa in ljudje dobre volje na otvoritev novih prostorov in tribune v športni park Mestna Graba v Ormož v soboto 13. aprila, kjer se bo ob 13:30 pričela nogometna tekma Župani Slovenije proti veteranom NK Ormož. Ob 15. uri bo otvoritvena slovesnost, ob 16. prvenstvena nogometna tekma NK Ormož NK Grajena. Ob 18. uri pa se prične veseli del, zabava pod velikim šotorom. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Čudežni dečki. Z nami bo tudi Bogdana Gorza, gost večera pa bo legendarni Joe Maračić Maki z Maki's Bandom. Za hrano, pijačo in dobro voljo poskrbljeno. Bodite z nami v soboto 13. aprila v Ormožu v športnem parku Mestna Graba. Prireditev bo povezoval in sejal dobro voljo Franc Gorza. Vabijo vas NK Ormož, občina Ormož, Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož ter vsi nastopajoči. Vstopnine ni. PGD Cvetkovci vas vabi na ogled veselo igre Cvetkovska povest 2. V petek 5. pa v soboto 6. aprila ob 6. večer v Vaško-gasilskem domu Cvetkovce. Privoščite si dobro uro smeha pa zabave. Vstopnine nega, prostovoljne prispevke pa bomo namenili za nabavo gasilskih oblek za našo mladino. Se vidimo v Cvetkovce. Reklam. Ja, to ne samo. Ja, čuješ, kaj si tih nesta kuze? Penzije su. Delamo, tako se mi ne vidim. Ja, hitro, nema cajta. Mater, se pa nemate tako juno. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Samo poslovim naj se še in vas našo družbo povabim tudi čez teden dni. Seveda pa se nam pridružite tudi vsak večer ob 20. ko pripravimo kaj novega. Za danes pa hvala za pozornost z željo, da vam pomlad prinese kar se da prijetnih trenutkov. Srečno!